Nova Slovenija je za zeleni prehod, ampak je tudi za razumen zeleni prehod in ne na plečih ljudi in na strošek ljudi, državljank in državljanov, ki so že tako ali tako obremenjeni z inflacijo, draginjo, z vsemi drugimi davščinami in birokracijo. Ta zeleni prehod mora po našem mnenju temeljiti na realnih in cenovno dostopnih tehnologijah. En ključen pogoj je pa tudi, da je časovnica prehoda na zelene in obnovljive trajnostne vire tudi realna, ne pa čez noč na plečih in na strošek vseh državljank in državljanov. Temeljiti mora tudi na inovacijah in osredotočiti se moramo vsi skupaj in bi se morali v tem energetskem zakonu, to pogrešamo, na proizvodno zadostne količine stabilne, čiste in cenovno dostopne električne energije ter geostrateško razpršenost oskrbe zemeljskim plinom, ne pa na administrativne prepovedi in vedno nove dajatve, kar prinaša ta novi energetski zakon, ki smo ga zdaj že dobili v obravnavo v Državni zbor. Po predvideni časovnici redne seje, ki je bila pravkar potrjena na kolegiju predsednice Državnega zbora, naj bi bil ta energetski zakon v prvi obravnavi obravnavan v sredo prihodnji teden. Ključno dejstvo, ki mu nasprotujemo v Novi Sloveniji, je, da bi vlada rada sredi leta 2024 že prepovedala ogrevanje na plin in lesno biomaso v novogradnjah v strnjenih naseljih. Ko smo v Novi Sloveniji to dejstvo v predlogu zakona zaznali in ga tudi javno obelodanili, se je, lahko rečemo, v javnosti sprožila močna protiofenziva državljank in državljanov, kajti večina ljudi razmišlja zdravorazumsko. Sicer, če je Slovenija skoraj 60% pokrita z gozdom, z lesno biomaso, bi bilo neumno ljudem prepovedati to lesno biomaso, ki je obnovljivi vir energije, uporabljati za ogrevanja v bivalnih prostorih ali pa za gospodarstvo. In pravzaprav so številni res takega odziva, nimamo velikokrat podprli naše stališče, da je lesna biomasa pravzaprav zelo primeren, eden boljših trajnostnih obnovljivih virov za ogrevanje in proizvodno toplotne energije. Prav tako so se ogorčeno odzvali predvsem državljanke in državljani, ki živijo v mestih, na napovedano prepoved plina v novogradnjah v strnjenih naseljih. Kmalu zatem, ko se je vzpostavil ta, lahko rečemo, dialog in ta upor proti norostim zelenega prehoda, na katerega smo v Novi Sloveniji opozorili, so se nekateri predstavniki vlade in koalicije obrnili proti in skušali, lahko rečemo, z neresnicami nekako se upreti našim trditvam in dejstvom. Zato smo se odločili, da danes ponovno opozorimo na to, da obstoječi energetski zakon res prinaša pravzaprav škodljivi način prisile prehoda od električne energije odvisne vire ogrevanja, to pomeni na toplotne črpalke, in seveda sili tudi v prisilno solarizacijo Slovenije. Prebivalci bi po našem mnenju na način, kot si ga ta energetski zakon, kot koalicija predlaga v tem energetskem zakonu, če bi šli s tako prisilo in čez noč na toplotne črpalke in solarne panele, bi postali nevarno odvisni od električne energije in seveda tudi od gibanja cen na elektrotrgih. Protest v Velenju je samo eden izmed znanilcev možnih razmer, na katere opozarjamo v Novi Sloveniji. Ljudje
z to nevarno odvisnostjo od električne energije, bi bili na milost in nemilost izpostavljeni visokim cenam, ki bi jih lahko distributerji, prodajalci, lahko rečemo, kadarkoli vzpostavili. Prav tako opozarjamo, da tudi omrežja v Republiki Sloveniji po besedah strokovnjakov, to smo videli na odboru za infrastrukturo, ne bi zdržala tako hitrega prehoda na toplotne vire, odvisne od električne energije. Še več, v Novi Sloveniji smo tudi kritični, ker vse bolj očitno postaja realnost, da zasebni interesi ključnih vladnih predstavnikov vplivajo na oblikovanje prihodne energetske politike Slovenije. Z različnimi zakoni, torej tudi s tem energetskim zakonom in s številnimi drugimi, se želi agresivno uvajati nekatere obnovljive vire energije, predvsem fotovoltaiko in toplotne črpalke, drugi energetski viri pa so postavljeni v ozadje. V Novi Sloveniji posebej opozarjamo na jedrsko energijo, ali pa se skuša nekatere, lahko rečemo, zdravorazumske in v Sloveniji prisotne vire energije celo prepovedati. Mislimo na zemeljski plin in na lesno biomaso, ki je, ponavljam, obnovljiv vir energije, ki ga v Sloveniji imamo v obilju. V Novi Sloveniji nasprotujemo tej prisilni solarizaciji in uvajanju toplotnih črpalk za ogrevanje gospodinjstev, ker logično prinašajo preveliko odvisnost od električne energije in seveda so potem ljudje samo še na milost in nemilost prepuščeni distributerjem oziroma prodajalcem električne energije. Ljudje morajo imeti svobodno izbiro, kako se bodo ogrevali. In za konec, ker ta energetski zakon res premočno posega v življenje ljudi, ker bo vplival tudi na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti, kar smo videli v Velenju, in gospodarstva, ter pomembno in napačno določa prihodno energetsko politiko Republike Slovenije, v Novi Sloveniji predlagamo, da si vlada slab teden pred obravnavo tega zakona v parlamentu vzame čas za razmislek, naj v tem času zakon umakne iz obravnave, naj iz tega besedila odstrani te, lahko rečemo, škodljive prepovedi kurjenja in ogrevanja na lesno biomaso in na zemeljski plin in naj ga ponovno vloži brez teh prepovedi in v dobro državljank in državljanov.